Remzo Skenderović je od leta 1976 sodni tolmač za hrvaški, bosanski, srpski in makedonski jezik. Je pa tudi udeleženec vojne za Slovenijo. Remzo, v kakšni vlogi oziroma funkciji si leta 1991 sodeloval v vojni za Slovenijo? 91. leta sem bil pomočnik poveljnika, takrat smo rekli komandanta 25. brigade za politično delo. Ta brigada je kje delovala? Ta brigada je delovala na področju Dolenjske, imela je sedež v Novem mestu in v bivši skupni državi je bila med najboljšimi brigadami, ker je 86. leta bila razglašena za najboljšo brigado TEO v Jugoslaviji. No, mene pa zanima, ker si bil v poveljstvu teritorialne obrambe za Dolenjsko, ali ti je znano, kdo je v vojni za Slovenijo izdal povelje za napad na kasarne Jugoslovanske ljudske armade, tudi za kasarno v Novem mestu? No, se bom osredotočil na kasarno v Novem mestu. Praktično neka vrsta povelja ali želja ali pa hotenja je prihajalo iz pokrajinskega štaba od posameznikov. Ni pa bilo nobenega ne ustnega, ne pisnega, kar bi pričakovali povelja. In ko smo na poveljstvu med ostalimi stvarmi obdelovali določena krizna vprašanja, smo razpravljali tudi o tem, ali bi napadli kasarno v Novem mestu ali ne. Odločno v poveljstvu smo bili, da je v nobenem primeru ne bi napadli. Iz več razlogov. Prvič, ker komandant ali pa poveljnik kasarne je bil odličen častnik, tudi naš prijatelj, in vsi skupaj smo delovali na umirjanju, da ne prihaja do konfliktov, in zahvaljujoč tudi njemu in vsem nam iz poveljstva ni prihajalo do nepotrebnih konfliktov. Res pa je, da v tem času, ne vemo pa kdo, je pa hotel povzročiti incidente, ker 3-4 noči zaporedoma so z strojnicami streljali po zidovih kasarne, ker gre za večjo kasarno z različnih koncev, in so se hitro umikali. Očitno, da so bili dobro usposobljeni, da jih nismo mogli ne mi identificirati, kljub temu, da so bili pripadniki teritorialne obrambe okrog kasarne. To bi lahko izzvalo vojsko takratno, da bi streljala. Je pa bila nevarnost, da koncentracija prebivalstva v Novem mestu je na zelo majhni površini. Obstajala bi tudi možnost, da kapitelj tudi zrušijo, kar bi imelo sigurno težke posledice. Vsa ta vprašanja smo obdelovali na poveljstvu in kategorično zavrnili kakršnokoli morebitno možnost, in tudi če bi prišlo pisno povelje, odločno bi rekli ne, ker smo ocenjevali, da mi najbolj poznamo teren, najbolj poznamo stanje, in po neumnostih, da bi prišlo do žrtev z ene in z druge strani, smo celo izračunali, jaz te izračune sedaj nimam pri sebi, koliko bi bilo mrtvih, če bi prišlo do spopada z kasarno na civilnem prebivalstvu, pa tudi oboroženi teritorialci. Dejal si pa, da je nekdo streljal na kasarno iz večjih koncev. To niste mogli nikakor določiti, kdo naj bi to bil? Ne, nismo mogli, ker so ponavadi po noči so to počeli. Očitno, da so bili izjemno izurjeni. Teritorialci zagotovo niso, ker nad delovanjem vseh enot in posameznikov v teritorialni obrambi smo imeli pregled, tako da teritorialci zanesljivo niso. Tudi potem, ko so naši predstavniki skupaj z prej omenjenim poveljnikom kasarne si ogledovali, smo ugotavljali, mislim, da z različnih koncev je bilo streljano na objekte. Očitno, da je nekdo želel, da pride do konflikta, in to bi bil zelo, zelo hud konflikt, ki bi bil za
pač s precejšnjimi žrtvami z ene in z druge strani. Posebej pa rad poudaril, da kot Teo smo bili zelo slabo oboroženi. In to, kar je imela orožja vojska v kasarni, bi mu se težko mi upirali.